včasih se zgodijo stvari, pa si misliš, Kaj pa če ti ne uspe, a ne? Pa bom tam, kjer ste vsi vi. In ko stopiš enkrat ven iz cone obdobja, ko se začne obračati stvari, je pač nagrada toliko wow, da je pač to, a ne? Letos imam prvič te praznike, freelancerske praznike. In prejšnji teden tako, se v ponedeljek je praznik, pa to pa kva? Kako? Malo pojamrali. Ja, sta imela oba redne džobe, preden sta šla freelancati, ne? V 3 dneh sva deliverala 18 rilov, Wow. pa nekaj čez 500 fotk. Wow. Bili smo 4 snemalci 2 dni iz cele Slovenije, na koncu so bili podni stroški 700 evrov in mi jih naročnik ni hotel plačati. Daj. A veš? Ja. Bolj, da razdelimo eno vprašanje na 3 sklope, pa bo folk mogel poslušati cel podcast. To moramo v začetku povedati že. Kako sta? Pam. Si ready? A ti už tako? A tako ga boš objel? Ja, tako mi je bolj. Moj. Bolj komota, veš. Danes smo pa ful zanimivi, a ne? Aljaš je ful lep, Goran je zadekan. Ja, mrzle, ko hodič. Jaz sem pa nešto između. Ti si pa trenirka, to je to. Ti si pa chill. My protein, koda šport vsak dan. Ja, lej, kaj. Pravilno. Ja, ne, pa se danes moramo res, danes imamo prvič sponzorja oddaje, tako da sem čakal njune reakcije. No, da reč, kva, a imamo? Hudo. Ja, imamo, ne? Ne, še. Heca se. To nimamo, ampak imamo pa luštno lokacijo, to pa zagotovo lahko to, kad rečemo, če smo bili zadnjič pri Brivcu, smo pa danes v parku Žibert. Tle je bila moja ideja, da naredimo to live epizodo, pa se Aljaš ne zmiga, pa sem rekel, dej, mogoče če mu pokažem, kje bi to imel, da dobi malo vizije, da se bo mogoče odločil za en datum. Ne, sej mogoče res vsaj, da damo datum ven. Počasi se zadeve premikajo, fotke že imam kar po večjem en mal zadetirane. Okay. Film se pa tudi zdaj, glavno smo posneli in zdaj se začne montaža. Tako da mislim, da če damo počas datum, da bi bilo v redu, da se tudi jaz zmigam, da hitreje nekaj naredim. No. Tako, no, ni za kaj. Ja. Pa zdaj bojo dopusti pa to, tako da zdaj mogoče tale maj... Ja, maj še? Je še kar v redu, ja. Lih še maj. Ja, pa smo pa že pozneje. No, super. Zdaj bo maja, maja bo. Ampak zdaj si mi dal, tako nimamo neke rdeče niti danes, pa me zanima, ker sem mogoče tudi jaz v eni podobni fazi, takole, kad ti delaš nek svoj... Ali zdaj ta film, je to tvoj passion project ali je tudi project? Oboje. Oboje, ne? Ja. Okay. Ampak dajmo recimo zdaj reči, da je bolj passion project, ne? Kako si vzameš čas za to? Ker včasih je tako, se te not potegne, pa greš montirati, pa se vzameš čas. Ampak po drugi strani imam pa jaz dostikrat tako, nimam časa se z nečim ukvarjati, za katero vem, da ne bom dobil denarja. Se pravi, kdaj veš? To je hiter, lahko padaš v ta začaran krog, ne? Ja. Pol dela samo za naročnike, ne? Ja. Kar, moram reči, v mojem primeru tudi je to podobno, ne? Bi si želel več delati nekih passion projektov, da pač res... Na passion projektih ti najbolj rasteš, ne? Ker tam ti nimaš omejitev kreative. Ja. Je pač za tebe. Lahko delaš full time to, ne? Tako da se mi da tega premalo delamo, jaz mislim, da bi mogli biti kar 50-50. Ampak je problem, saj si moraš vzeti za to. Tako pa je problem, ker pač imaš druge jobe, ker pač za naročnika je šel za en priority, zaradi tega, ker pač moraš dostaviti, Ja. In pa se kar ne vzameš časa za to. No. Tako da mislim, da se pač sem pa tja moraš reči, ok, kdaj sem na zadnje delal en passion project in pač, da si pač ne pustiš preveč časa vmes, da si ga pač vzameš, šebi ga. Reči si, ne vem, na leto hočem imeti, ne vem, 3 passion projekte, ok, to pomeni na 3 mesece, ne vem, en projekt, In rečeš, 3 mesece svomim, to je to, kar gremo ga schedulati, V bistvu si kar v koledar daš, zdaj delam Recimo. to. Meni, dopust. Pa pošlja računovodki, na kao se moraš plačati in Pa pol reči. passion project predstaviš za 3 mesece. Ja, sej, to je pa. Ja. Ja, mora biti pa mogoče Ni pravi čas za tole, zdaj, kar sem rekel, ne? V letu, mislim. passion project. Zdaj še bolijo ta plačila. Konc leta. Jaz sem že prebolel.
Jaz sem že naprej. Ja, Zdaj že tudi lažje diham. Ti že nabiraš za novo opremo zdaj, da si že v naslednjem. Ja, malo že, bucket liste se že delajo, ampak zdaj še en mesec, da nazaj to luknjo zakopljem, ki se je zdaj naredila, pa spet gremo dalje. Ampak ja, vse so se pol obračali, tako, včasih se zgodijo stvari, pa si misliš, konc, ne morem, ne. Ampak se pol tudi, ker začnejo odpirati nove. Pa sem dobil neke nove naročnike, pa nove biznise in sem tako, ok, zdaj pa mogoče spet bo. Edin, kar je spet, ja, ta finta je v tem, ne, da jaz doskrat, ne vem, dobim biznis ali pa naredim nekaj, pa je pač relativno dobro plačan, ampak ni še plačan. In jaz pa kar direkt v fotoklik, zdaj pa je bilo pa to. In je že, ampak ni pa še plačan. Tako da zdaj tle moram se malo še navaditi, da mogoče malo v izi. Ja, da je mogoče prvo plačan, pa pol greš čez vrata. Ja, čeprav na začetku je, kako se rekel, ta začaran krog, ne? Vsak naročniku, ker ne veš, kako bo, ne? Ker ne veš, a bojo prišli novi naročniki ali ne. Vse pol vidiš, pač ne vem, jaz moram reči, da smo imeli že toliko pač gostov, ne, in so vsi, mislim, veliko jih je bilo, pošiljam maile, sem vedno tako, jaz nikoli nobenega maila ne pošiljam, a ne. Pa ne vem, a imam pač srečo, ampak pač pridejo popraševanja, a ne. Moram prav potrkati, hvala Bogu. Tako da ja, se mi zdi, da ko delaš, pa bolj ko kažeš, da delaš, se mi zdi, da tukaj se je tudi dosti poznal, ker sem nehal na storije delati in to, kaj vse delam, se tudi popraševanje malo zmanjša. Bolj kot kažeš, koliko delaš, kje delaš in vse to, bolj si zanimiv in več folka te najame, se mi zdi. Ja, pa mislim, da ti imaš vsem malo tako, imaš neko nišo. Ja, to prav, vsem malo ta ekstrem pohodništvo. To pa se mi zdi, da vsak, ki dela v videoprodukciji, se mora lotiti in biti v eni niši. Tako. To, ko je že Alan zanč rekel, tebe ni bilo. A si poslušal? Ja, valjda sem poslušal. Okay. Ja, no, točno to on rekel. A si videl muho? Ne, muhe pa nisem videl. Prav šel za komentov, sem šel gledati in kakšna muha, nisem videl. Sam je pa eksplodiral ta podcast. Ja, rekorden je. Tom strojnik pokopan. Ne, že bom mogel dvojko narediti tam. Part 2. Ne, ampak ja, točno to je rekel, ne. To se pravi, drž se svoje niše, se lahko delaš druge stvari, ampak pa res objavljaj, res pozicioniraj se, poročni fotograf, car guy, hribi, that's me, ne. Vi ste imeli oba redne džobe, preden sta šla freelancati, ne? Noben ni začel, ne vem, tako kot Alan je v bistvu praktično začel s tem, ne? Oba sta bila. Kako je bil težek ta prehod, ta čas, ko si navajen pač, da imaš tako službo, veš, kaj delaš, veš, da bo denar in pač sam počakaš na naslednji mesec in sam ponavljaš. In po si freelancer in pol včasih ne veš, kaj bo čez 3 mesece zares, ne? Ali pa velikrat ne veš, kaj bo čez 3 mesece. Ja. A je to bolelo, oziroma a sta sploh imela tak, ali imata skozi bukirano naprej za ne vem koliko časa? Ajde, Ljaš. V bistvu to je kar globoko vprašanje. Ne, meni ni bilo težko pustiti šihta, pa iti v to. Bilo je sicer težko zato, ker je pač bil lih takoj COVID, ko sem jaz dal odpoved. Res najbolj slab cajt, kar si ga lahko zbral. Seveda ni bilo dela, ni bilo nič, ne? Ampak sam ta prehod, dam odpoved in začnem nekaj na novo, se mi ni zdel težek. Zato, ker finančno nestabilnost sem poznal že od prej. Manj službo si imel pa. Ja, ne, služba je bila v redu, ampak stroški so bili. Prihajam iz družine, ki smo se zelo mogli smo se preseliti zelo nepričakovano in vadila zakreditirati in pač finance niso pretekale in je pač bilo, vsak mesec je bila borba iz meseca v mesec. Gradili so starši ranč in predno smo lahko odprli uradno, so bili to meseci in pač ni prihodka. In v bistvu bom rekel, ta nesigurnost, kako boš čez mesec prišel, mi je bilo tako, ok, saj sem že odraščal v tem in mi ni bilo toliko težko pola. Sigurno so bili težki dnevi, pa so bili dobri dnevi, ampak overall, if you don't risk it, you don't get the biscuit. Pač moraš malo riskirati za nekaj. To je najtežje ta prehod in večina ljudi, ki pravi, kako bi jaz tudi, recimo, ampak pač imam reden job, pa ne upam, to je tak težek korak, je lik zaradi tega, ker moraš stopiti ven iz cone obdobja. In ko stopiš enkrat ven iz cone obdobja,
ko se začne obračati stvari, je pač nagrada tok wow, da je pač to, a ne? Jaz mislim, da jaz sem se mogel navaditi, ne? A še sem bil pač rodar 10 let, pa še prej sem delal nek in sem pač imel že, pač takrat sem poroke delal tako full on čist in sem imel jaz za leto naprej vedno bukiran pa vse. Ampak še vse nisi vedel, a veš, ne vem, zdaj, če bi rekel 2027, ne moreš podpisati za res, da je pa bo polno, a ne pa tako. In se moraš navaditi na to, da pač ne moreš kar stopiti v fotoklik in kačing in about. Oziroma, da moraš razmišljati o tem naprej. Ne? In mene ta del mi je bil v začetku, tako skozi me omičken sem bil napet, a boš ti mal ali ne boš ti mal, pa sem se skozi trudil, pa še več delal, pa iskal pa to, da bo. Ne? In ene 3 leta je trajalo, da sem bil tak, it's good, vem, da bo. Pač jaz delam, jaz pač dobro delam in ljudje pridejo in to je to. Ne? Dobro, no, delamo. Mene je dobro, zanj smo imeli debato z višjim sodelavcem, ki je par let pred mano šel z radija, Čau Oki, tudi nas zelo rad posluša in da je kaj rad pokomentira. Ampak ne, so podobno debato imela in je Fulava rekel, lej, pač še vedno grem lahko v Lidl, lahko Hofer delati. Pa bo čisto dober denar dobo. To sem en reel sem gledal, kao, ko te vprašajo, pač, ko se spravljaš, ne vem, pred svoj SP ali nekaj, ko te vprašajo, ampak kaj pa če ti ne uspe, a ne? Ja, pa bom tam, kjer ste vsi vi, pač zaposlil se bom in bom delal normalen job. Pač vse, kar lahko zgubim, je pač cash, ki ga pač itak pol, ko se zaposliš nazaj, dobiš in to je to, pač. Kaj pa je rizik? Še to ne zgubiš casha, konc konca. Ja, dobro, ajde, investicija je na začetku, veš, prideš na laufa, pa veš, ni prihodka, imaš stroške. Tako da da ti odpreš SP, nekaj malega moraš imeti na strani, zato da pač... Ja, ok, ne, to je res, ja. Zdaj malo pozamem, kaj odpremo že imam. Jih veliko začne z nekim popoldancem, pa to, ne, in ful. To ti najboljš, kad delaš dvojni jobov, ne? To. Ampak, če imate popoldanca, ne pozabi, da potem, ko odprete SP, vam ne pripadajo pol štoški. To sem se jaz na hard way naučil, ja. Ker že pri popoldancu izkoristiš te polovičko, wow. Sam jo ne, no. Sam jo ne. Tu če ne. Ti si dobil polovičko, ne? Ti si edini tukaj. Ker si šel poln, ga takoj. Jaz sem šel tako je polno SP-ja. Jaz pa ne, ja. Mene pa to bi že moj prvi šok, ja. Jaz sem se znajdel. Predno sem SP odprl, sem delal preko društva. Jaz sem imel društvo. In nimaš stroškov. Je pa res, da ta denar je malo težji pač ven dobita, ne? Pač pri društvu on je zdaj že kreativno računovodstvo. On je bil blagajnik. Davčno svetovanje in tako naprej. Ampak to se mi zdi ena dobra tema, drugače, za en podcast je torej poslovanje, pa malo ta finančni del, pa pravni del tega. Ne? Zagotovo. O tem smo že parkrat govorili, sem še nisem prišel do gosta. Se mi zdi, da to bi lahko tedensko delali, ker se tudi stvari spreminjajo, I guess, zelo tako iz tedna v teden. Pa tudi to je ta, recimo, postavljanje cene, a ne? Zdaj tukaj doskrat dobimo od kakšne vprašanje, koliko bi to jaz računal? To je ful težko doreči, ne? Jaz vedno pravim, lej, to, kukor se ceniš, pa kukor imaš stroškov v life, ne? Če si ti res dober, pa če imaš, ne vem, 100 € stroškov na mesec, kaserija, ne? Ampak če pa pač vidiš, da imaš ful prostora za izboljšavo, pa da ne, nimaš toliko stroškov, ne? Da, ne vem, nimaš studija, ne vem, nimaš nekaj opreme še, kakorkoli, je pač da je ceno temu primerno, ne? Je pa tudi ko popraševanje, ne? Če je popraševan tok, da nimaš časa na njih obtisovati, je dvigen ceno, da se malo filtriraš. Upravi nivo spraviš. No, ampak tudi danes sem videl, veliko folka pričakuje, da mi rečeš tok, da je ceno, a ne? Ni ene cene, a ne? Spet, a delaš za eno stranko, a delaš za drugo stranko, je cena lahko čisto drugačna, ne? Valjda tam, če delaš za eno malo podjetje, ki se še fajtajo, pač valjda ne boš nabil cene, kot če delaš za neko korporacijo, ki pač je milijonska, ne? Pa tudi videi niso vsi enake, zdaj, če gremo samo iz videa, ne? Pač ni, nek je samo in-out cut, ne? Nek moš zmontirati, nek moš še malo razmišljati, kaj boš sploh posnel, kako boš pol dal skupaj, še malo. Ti razmišljaš? Jaz kar veliko razmišljam, ja. Bravo. Ja. Zato tako boljše rile delam. Ja, lej, eni ne blestimo v rilih, delamo pa quality content. Tako da, no to, v glavnem hočem reči, da tudi ni, ker da boš zdaj rekel samo tok pa tok je, ampak je od do, ne? Ja. In sem se spomnil, sem en klic pozabil vrniti. Sandra bom.
Do takrat, ko bo live podcast boš, a ne? Ampak evo, na začetku, predno si postal freelancer, nisi nič pozabil. Ne, ni res. Nisi to, ampak jaz se te spomnim, bil si ja, kako lahko to pozabiš? Ne. Takrat je bilo tudi kar hardcore, sam da pač pol tega je bilo za redno službo, pol pa tako, ampak ja, ne. Je pa zdaj pa malo bolj hektično. Moram priznati, da je sploh v momentih, ko je res tako stvari in polka moram handlati, pa iz dogodka na dogodek, ko sem tako, res se moram potruditi, da ne pozabam nobenih baterij, SD kartic, pa tako. Kaj pa, ko dobita message ob 7 zvečer na praznik, a treba tako odpisati, ali ne? Jaz, ja. Čakaj, povpraševanje, ali kaj? Aj, kakšen praznik? Danes ne, just asking. Pa tudi 7 ure še zvečer, ampak tako vprašam. Ja, jaz, načeloma ja, tisti dan. Pač, zdaj spet odvisno, kakšen je nek čist nov naročnik, ga ne poznam, pač čim bolj, ne. Če pa to že nek, ko smo že dolg cajta poslujemo, pa to, pa vem, da se ne mudi, pa ne, isto odpišem. Ne, pač. Ja, jaz pač odpišem, se ni, odpisal bom, ja. Zdaj, delati pa nam šel. A razumeš, zdaj, če je nekdo nekaj vprašal, to je, ja, valjda, daj se sličimo jutr, ne. Če bo pa zdaj, nekaj za zmontirati, bom pa, pač, ja, ne, zdaj pa ne bom, ne. Ja. Ena dobra stvar, ki sem njih razmišljal, da moram omeniti v tem podcastu, ne. Sploh na začetku se mi zdi, ko dobiš neko vprašanje od stranke, ali pa kakšen koli deal, ki delaš. Gorana izvajaš. Mikrofon gor. A ja, sem predaleč. Veš, kaj se mi... A imam ful slušalke na glas, meni se, da se ful na glas slišim. Ne, v redu si, v redu. Ok, fora je, da se mi zdi, da imaš recimo stranka, tvoja, ja, koliko pa to zdaj pršala, ne? In si tako, kar moram odgovoriti. Pač ne. Dej si cajt, ok, da te imam povedati malo več, zveš vse informacije, rečeš, ok, bom jaz tole sestavil skupaj, pripravim ponudbo, pa najmi nazaj. Ker takrat, ko ti moraš iz glave ustreliti neko ceno, ziher pozabiš na nek strošek. In potem, ko enkrat postaviš ceno, dvigovati ceno je pač not good, a ne? Ker si stranke takoj, ja, če si pa rekel tok, a ne? Lej, drž se tega, kar se dogovoriš, ampak dej si cajt premisliti. Pač, ko te vpraša stranka za ceno, zveš vse informacije, ki jih rabiš, magari si nek checklist nared, a ne? In pač javiš nazaj. Ali pa daš nek drobni tisk še, da pač cena ne vključuje stroškov prevoza. Nekaj treba, po moje... To sem se jaz na Hardway naučil, enostavno vključi zraven. Zato, ker jaz sem se na Hardway naučil, meni večji projekt smo delali, sem v specifikaciji, v ponudbi sem napisal, potni stroški niso vključeni, bili smo 4 snemalci 2 dni iz cele Slovenije, na koncu so bili potni stroški 700 € in mi jih naročnik ni hotel plačati. Lej. A veš? Ja. Tako da, don't do that, vse da je v ceno, vse da je razvidno, končen rezultat, končen izkupiček cene je končen in to je to. Jaz zaradi tega ne odpišem na praznik ob 7 zvečer. Jaz počakam, da grem v pisarno, lepo se usedem in pač z trezno glavo in z vso matematiko pol odpišem. Ne pa da meni se ne zdi nujen, da moram v prvi sekundi se oglasiti. Res pa je, da da ti v praznik začer da piše. Jaz pač dal primer, ker sem bil pred podcastom malo kregan, da sem malo neodziven, kot sem bil včasih. Sem rekel, bom kar užival vprašal, kako to zgleda pri ostalih. Zdravo, Aljaš, kak si? Ne, sem pa letos prvič doživel točno to. Da v bistvu, ja, letos imam prvič te praznike, freelancerske praznike. In prejšnji teden tako, ja, se v ponedeljek je praznik, pa to, pa kva? Kako? Ne. Kaj to pomeni? Ok, v trgovino moram. Ja, pa v petek tudi. Kva? V bistvu, zakaj? Točno to. Praznik je veš samo zaradi tega, ker veš, da bojo trgovine zaprte. Ja, drugo ni. In sem bil tudi ten drug kolega, Miha iz Unlike Studios, ki dela vsebine za Emil Frejka snemava, ne? So tudi nekaj snemala, mi je, Miha, ti bom posnel še voice-over obljubom. Bravo. To ne mora jutri, to po moje. No, ampak hoče reči, včeraj mi poslal mail na praznik, ne, da en voice-over sam še popravim, da mu nekaj pošljemo, ne, ampak pač ja, mu tudi nisem včeraj odpisal. On je pa očitno delal, ne, ampak sej, ne, valjda izkoristiš praznik za pač stvari malo podelati. Za vaju dva še vse en malo zastopim, recimo, ko vam jaz kaj napišem, pa ne odpišeta. Gledal je gore, ne? Drugače, v WhatsApp grupi je nekdo napisal za oba.
Ja, ampak sem odpisal jaz kar malo za tem. Ja. Mi imamo otroke, ja, to hočeš. Tako, hočem reči. Ja. Po enem strani zastopimo otroke, to je starejša, zastopim si malo bolj. Kdaj so počitnice? Ti imaš mlajše otroke, je pač, a ne. Bili smo v Gardalandu, sorry. Ja. Jaz sem rekel, zastopim tudi, ker verjetno ti je bilo pol cajta slabo, pa si bruhal za kakšnim Ja, bruhal sem točno to. Še kaj si me klical, si čul, da nisi najbolj govoril. Ampak ja. Ti delaš otroke. Ja, to mi je kar redo, ja. Samo ne vzame toliko časa, kar nama, ja. Očitno ne, ja. Ja, ne. Delam jih res ne, toliko ur na dan, ja. Daj Goran, še kaj vprašaj. A vam je všeč bilo to? A ja ne, nismo Garda. Jaz sem še vedno na prazniku, vse. Si šel na prosti pad? Ja. Ful je bilo hudo. Ful sem opazil, da je v Gardalandu ful... A sta bila kje zdaj kot otroka v Gardalandu? Ja. Ti tudi? Ne, pol kot starejši, ja, po mojem smo na šola. Si otrok, a to ni... Ja, to je otrok. To zdaj dodaj. Ja. A ja, dobro, jaz sem hitro odrastel. No, jaz sem zdaj kot odrasel otrok ful dosto v Gardalandu zaradi tam malih in je ful drugačen feeling, pač. Až tako spomnim, ko si šel kot otrok, si imel un feeling, fak, jaz sem tule umrl, ne? To je res, to je to, ne? Verjetno ni tako velik, kot razgleda, kad si otrok, a? Ja, tudi to, pa pač doživljaš čist drugače, ne? Tako razmišljaš, koliko te štrofi zdrži, ne? Pa ti ena matica, to je tvoja zica, ne? Final destination. A to je mogo matice sabo, no to je bilo res dobro. Drugič jih mu ful na filu že. Reč pa v srednji šoli sem je prvi čas, ali ne osnovni. Aha, no. Se to je tam. V glavnem splača se, fajn je, no. Tudi za odraslega se jim je... Meni je bilo, veš, kje mi je bilo fajn? Evropa park. Evo, huda. Ti se predrah, ti pa mi ne moramo. Kje to? To je pa Nemčija, ne? Nemčija na meji s Francijo, če se ne motim, ja. Možno. To je največji v Evropi, se mi Ja. zdi, za obični park. Ja, Zanimivo, ki je ta naš freelancer podcast. govorimo o šov. Ja, rekel si postavil vprašanje, pa si ga dobil. Ok, draga moja fanta, dajmo se mi zdaj malo na projekte osredotočiti. No, kot smo ugotovili, Goranovi projekti so otroci in jih pelje pač v Gardaland, tako da kaj smo pa mi, kaj početi? Kaj, niso bene poroke imel zdaj? Od poroče delavnice do zdaj? Ne. Zdaj sem delal spletne strani. Delal sem to, kar sem si želel ful dolgo delati in sem bil v pisarni zaprt, nisem komi čakal, da jim v Gardala. Gledam, delal sem spletne strani, vse je dober, jaz sem je ful več usklajevanja, se v mojem primeru, kakor pri fotkanju in vsem tem. Hvala Bogu sem končal projekte, oziroma so na 99%, tako da obe sta live. Verjetno ta verjela ali ne, celo nek meta ads sem delal za zunanje, pač zunanji izvajalec sem bil, kar mene šokira, da to delam, ker pri sebi nisem dosti dosleden pri tem, tako da, ampak pri drugih sem veliko bolj, no. A bomo zdaj še za freelancere imeli kakšne oglase pol, a? Mi ne rabimo. Tako, kad dobimo sponzorja. Mi ne rabimo nič to. Fotoklik. Vsi. Pa lahko tudi beseničar, vse je v redu. Pa čisto vsi, stari. Pa Lahko zaradi mene, Lahko če so si celske razdelite. mesnine, stari. Res, sem lepo uvalil drugače. Nisem pogledal, pa sem kaj odgovoril. Ko smo snemali z Alanom, so objavili njegove fotke iz dirke, kao, da je naredil s tem pa tem objektivom, Alan, Kdo to? Besničar. Aha, besničar. In se kaj tudi omenil v podcastu, da se je izposodil. Ja. Se rekel, ja, se vas je tudi lepo v podcastu omenil in sem lepo prelepo link. Ok. Treba delati. Ja. Kontek. Aha, danes je tak bolj sales podcast, kot Gleda. Zdaj smo, škaj, tudi to sem opazil, zdaj ne vem, prvama, to sta tudi opazili, ne, ampak mogoče je malo vnema padla. Zdaj to je nekako 13. 14. epizoda, ko je pa zdaj že tako, zdaj smo pa že kar pol leta skupaj in že kar malo težko postala. Kako težko? Ne, samo manj časa je. Mi smo začeli v pravem času, in zdaj je prišel ta čas, ko vsi trije delamo ful več, kot smo delali, da smo snemali novembra. Dobra. Saj pri tebi ni zares, ti imaš konc leta kar na film, po moje tudi, ne? Ja, ampak hočem reči, in tudi za rile, tako mi vedno manj časa imam. Tako sem ugotovil, da če ne naredim vse naenkrat, pol zelo težko odprem spet projekt. Ja, v glavnem in to, in če bi dobili nekega sponzorčka, da bi, ne vem, saj nekaj imel od tega. Ja, je bilo dobro. Lažje, ne?
Ja, itak. Ja. Smo malo pojamrali. Je pa kul, zaradi folka je pa kul, to pa moram povedati, ker direkt v kamero, ker vedno bolj opažam in na dogodkih, tudi nekaterih, ki se niti zares ne poznamo, pa vsi, kar ti pridejo, pa tako. Zdaj kar skoraj vsaka fotografa na dogodku, ki ga vidim, že tako, ki me sam malo pogleda, sem že tako, ta nas posluša. Ti je malo stopil v glavo. Ja. Moram paziti, kaj delam. Kaj delam? Ne, tako da očitno je nekaj na tem. Pa sej, ugledi rastejo. Ja, tudi komentarji in tako se kar pozna se. Ja. Je uživelo malo vse. Na Spotifyju imamo že več kot 1000 poslušanj. To sem hotel reči. Ne oglašujemo Spotify. To sem hotel reči. Na Spotify ne moreš videti, koliko je, ne? To imaš sam ti pogled. Jaz imamo pogled. Okay. In? A gre, v redu? Ja, lepo. Koliko 1000 na podcast? 1000 poslušanj imamo, ja. To je super. Ja, glede na to, da res ni glavna platforma, ne? Ja. Pač vse na YouTube. Ok, dajmo se mi vrniti. Aljaš, Kako je lepo prežgano za mano. Yes. Ja, evo, standard, ne? Sonce ni sonca, v glavnem. Ok, Aljaš, povej, kva si pa ti delal od zadnjega podcasta? Ok, imela sva torej poročno delavnico, kar smo že omenjali, ampak nimava še vsega materiala. Od udeleženih, da bomo naslednjič tudi malo pokomentirali, naslednji moje solo podcast, ko bo, ne. Pol sem bil zdaj likar en teden z Urošom Podlogarjem, sva bila v Švici, pa v Nemčiji, sva snemala za Beechcraft, pa Cesno, pa Pipistrel. Aviončki, ja? Bell, pa Pilatus. Aviončki, ja, sejem, aviacijski sejem. Ja, v bistvu zelo natampirano. Ponovadi je vsak, mislim, tudi, ko sva delala za Bell že v Nemčiji, enkrat prej, je bilo tako, en reel, 2 reela na dan, ne? Tukaj so pa zdaj malo pospešili to, ne? So začutili, da je treba. Ja. V 3 dneh sva deliverala 18 reelov, wow. Pa nekaj čez 500 fotk. Wow. Crazy. To je bilo res natempirano, ampak dobro, fajn. Kje sta montirala? Zadnji je ena backroom varianta, kjer imajo te zaposleni za kakšne ta... Pres. Ja, tako, ja. To da Aljaževi zasloni odprli. Jaz sem to videl. Ja, so bili tvoji zasloni? Ja, valjda. Ne gre, mislim, za take stvari, ja, veš, na laptopu imam color corrected, imam clean feed, ne? Levo imam timeline, desno imam klipe. Pač to sam... Sopa. Pa super. Torej to. Intervencije. Poglej, se si zapisal. Intervencije so bile tudi, ja. Na telefonu imaš zapisan, kaj si delal. Kaj sem pa jaz kaj delal? Se vam. Za Park Žibert sem snemal osebine. Bom zmontiral, obljubom. Ojoj. Ne, bom. Zdaj je bil lep vreme, jutri bo slab, tako da jutri je montaža, daj. Jutri bo sonček. Ne. Če le danes tudi ne bi bil, pa lej. Ja, ne, za sabo. Še bo. Jaz sem zdaj Aljaš. Ne, Tom je bil tak. Če je slabo vreme, montiram, če ne, sem zunaj. Vse to je to, ja. Ok, imel sem še, torej snemali smo za ta naš dokumentarc. Aha, izjave, ja. Ja, izjave smo imeli v bistvu, ja, en studijski dan. In to je to. Wow. Dobro, s telefonom zjel. Ja, ker sem pozabil. Drugače sem imel... Zamenil si odbijač? To sem reči, da sem zdaj imel malo fokusa tudi na avtu. Začel sem še eno sodelovanje z... V glavnem, v avtu sem delal. Tako da sem si zadnji keson zamenil to nadgradnjo, pa luči na celem avtu gor na strehi, pa sprednji odbijač sem si menil, pa tako. Zdaj bo v Matsportu bo ta overlanding day. Ja. Greš? Pa pokazal ti nove odbijače pa to. Zdaj pa ne, imam sem na projektu takrat ali ne, moram pogledati. Vikend je zdaj. Ja. Lega, prej začel se je podcast Passion projekti. A je bil to tvoj Passion projekt? Avto. Kaj? Avto je moj passion projekt. Sam tako ni v video produkcijskem svetu, je, ker grem pol nekam pa snemam, pa fotkam, pa tako, ne. Ampak je moj, jaz sem pač, za tiste, ki ne veste, jaz sem po izobrazbi avtoservisni tehnik, delal sem 7 let, v Velenju sem imel delavnico kot avtoelektričar / mehanik.
Začel sem pa s tem, da sem sploh šel za mehanika, zato ker sem bil nor na predelave vozil. In tudi včasih, ko so bili ta Fast and Furious, a veš, leta, ne, predno je postal popularen, da moraš imeti sam dražji avto, pa pač lepe felge, pa malo ga spustiš pa črne šajbe in to je to. To je dan predelan avto, včasih smo pa delali odbijače, delali Lambodorse, pač to je bil drug svet, to je bil community, a ne. Še preden je bil 3D printer. Ja, preden je bil 3D printer, to smo s poliestra delali vse. V glavnem, in od takrat izvira ta moj passion za predelave vozil in to in valjda zdaj, ko imam spet en avto, ki je zanimiv. Ja, to, da se zaprem, da se postavim pod nastrešek in šraufam tam noter, top. Sem vmes razmišljal, pa to bi mogel posneti, pa sem bi tako, ne, nekaj mora biti za tebe, da daš žuno glavo na off, da delaš za dušo in to je to. Cool. Ja. Fajn je, da je passion project mogoče tudi umaknjen od karijere, čeprav video, foto pač delamo, ker imamo to radi pa vse, ampak je ful dobro, ko se čist umakneš iz tega in delaš nekaj čist druga. Mislim, to je pa iz drugega vidika dober, ja. Ne, za biznis ni v redu. Ne. Za svoj mental health je pa dober, ja. Tudi za biznis mogoče, veš, ker se sprazneš in pogreš z pravo energijo nazaj delati. Ali da imaš B-plan. Ne, no. Ja, pač, lej. Če v video ne bo šlo, už pa mehankar spet, ali kaj. Ja, to je njegov Lidl pa Hofer. Ja. Ne, nimam nič več tega. Jaz sem social media šel bolj kaj nečisto. Hočem reči. Je lahko tvoj B-plan, kot smo rekli pred okay. delati v Hofer, ti lahko hofneš do delavnica, pa boš imel stranke, ziher. To je bil moj side hustle, oziroma moj projekt je pa pač urejene okolice, pa malarine, pa to pač to umest. Sam to je cool, ker si ti je poplava omogočila, da si veliko treniral, ne? Ja. Sam ne, mislim, da reči itak dobro, da si mal handyman, zato da pač ne, več stvari, ki probaš, da lahko doma si sam zvidaš, pa tako ne. In res je, več kot stvari, ki znaš, lažji pol tudi najdeš jih, če verjamem, da video svet propade, tako. Ni več dela, sam še AI vse dela. AI proof. Tako ja. Tako da lej, vedno se najde, ne. Uroš, beseda je tvoja. Jaz hočem čim manj govoriti, ker je ful prežgano. Se zamenjamo, pa se. Drače. Pa še mi dva. Ne, pa bo glih odbojnik naredil svoje, ne? Drače je ekran mičken svetlejši, Okay. Mislim, da se bo dal rešiti. Bom highlights malo spustil, pa še Mogoče se bo dal rešiti. Se FX3 tisla, ni oni. Ja. Ja, v redu je, okej. A si delal kaj? Kaj si pa ti delal? Faraj je bil cel mesec. Kje sploh začeti? Ne, s Creatable smo posneli kurse in bomo imeli kurse za kako pisati scenarije, snemati in pa editati v bistvu social media, to, kar v bistvu delamo. Bomo imeli kurse, to je ena tak zanimiva scena. Bil smo ga pogledali. Ja, bomo ti ga prodali, bom ti dal mojo kodo. Ja. Ampak, ja, bo še malo trajalo, ampak se freelanceri. Uroš plus 10 za dodatnih 10% do plačila. Hvala, prijatelja. Mi je bilo pa zanimivo, ker sem se sam snemal, pa sem trotelbom, pa to, ampak ja, ker sem celo pisarno, mislim, da sem uro pa pol sem rihtal, da sem prišel do perfect kadra. Mislim, pa še to bi lahko še malo, ampak pa sem že tako, da je easy, pač, da bomo začeti malo snemati. Pa je trajalo še en cajt, da sem vse to posnel, ker bo kar nekaj stvari. Ampak ja, to je bilo ono, veš, ko štimavaš kader, pa gledaš luč, pa se, to je zdaj full hour. A ti si že probal na iPadu aplikacijo? Spet muha. A ne, zdaj Osa. Ful je dober, ker Sony ima zdaj aplikacijo in lahko live gledaš, pač bolano. Glavnem to jaz štimam in rihtam in toliko cajta sem to rihtal, da se baterija že spraznila. In pa sem mogel kader podreti baterijo noter, vse na štrom, goddammit. Tako da, ja, to. Drugače pa ja, ne. Imamo novega naročnika pri Creatable, eno arhitekturno pisarno. In sem malo z dronom letel po enem njihovim gradbišču. To je pa dobro zgleda. Ja, ti se pa hudo. Pa tudi noter pa malo leteti pa to. Je fajn petka? Ja. To je še ena stvar, ki me čaka, ko se malo nabere ta lukna. Čeprav zdaj so dal novega ven, DJI je dal nov drončič ven. In v bistvu je Mavic, Mini 3, sam da je lito in stane
stane osnovni, mislim, da je okrog 300 €, Flymore je 600 €. Čist legit drončič, isto je lahak pa to. Tako da sam ne vem, pismo bi dal 300 € več, pa imaš petkico, ki je proper drončič že. Bom še videl. Nisem zasledil tega, pa res ne. Ja, pred kratkim to bilo zdaj. Petkica je fajn, ki je majhna, ne, pa še sen... Pa dobro leti, ja. Še samo dvojko in to je kot da nosiš cigu s sabo po svetu in... No, pa se isto dvojkica. A govoriš o miniju? Pro. Ja, ti se... In zdaj v Brazilijo, ko sem šel, sem bil tak... Ja. Jaz mislim, jaz imam Era trojko, pa je super, nimam kaj zajamljati, ampak zdaj razmišljam, da bi mogoče prodal, pa da bi kupil Minija 5, pa še, pa da imam Proja 4, recimo te večje projekte, ne? Minija pa pol za, ne vem, te stvari, ki veš, zadovoljenja, ki je problem, pa ono drugo tretje, pa za uhribe, ki je lahek, pa tako veš, pozameš tega, ne? Pač game changer je na teh boljših je pač to, kar se dal še dodatno lečo. Ja. Ta tele leča na dronu je... Čeprav, a veš, jaz imam na Airu imam 70 mm, ne? Ja. 24, ne? In ta 70 mi je top. To. Zdaj uno je pa kaj, 180 ali koliko milimetrov kao. Mislim, da ima 3, ja, da ima to, ja. 3x7 meni se zdi. Še hujš, a ne? Ampak je pa včasih že, ja, ne, ni overkill. To smo zdaj spomnil še ena stvar, ki se je letos očitno zgodila pri meni, je to, da sem kar postal trail ambasador za več tekov. Kar je pa zanimivo, okay, da gre mogoče malo na začetek. Iz tega je po moje nastalo ravno iz tega passion projekta, ne? To se pravi iz knap traila, k ICU pa čipki čistko iz dobre vole, vsak let grem me povabta, pridem težt, pa jaz zraven naredim en video, ta prvič, ko sem bil tam, sem naredil en video čistko iz heca, ki bi bilo the best in je bilo full noro všeč, ICI še danes pač mi pošlje tako, kako kdo videl, tako, guys, pač en vlog je bil, ne. V glavnem in me pač vsakič povabta in sem rekel, ok, grem pa zdaj na 50, da se jaz še malo naredim, da imam ta hat trick, da vse 3 odtečem, da grem tudi jaz prvič ultra prelaufa, da malo vidim, ok, the best in sem se pripravljal na to in zgleda, ja, da je pač ta zgodba, kako sem jaz to se pripravljal na to, tudi druge malo prijela in so me zdaj kontaktirali, ne vem, Kočevje, Outdoor, a bi še delal, Snežnik Trails so zdaj čist nova zadeva, full dober. A rabijo snemalca? Ej, si že 4. v vrsti, kaj z vami? Treli so fajn za dela. Veš, je rekel, ne piše mailo, ja, mal drugač delaš, ali? Ja. Da ni pisno nikjer. Ja, tako, oni so me poklicali, ne? Ja, valjda se zmenim za biznise, se kako pa drugač šlo. Ko so objavili reel, ne, pač tomu sem rekel, da greva snemat, ker se vem. Aha, torej zdaj vidim, koga daš v prednost. Bližje je zdaj. Pa še odbojnik mu drži. Ampak jaz ti pa ne šajnam v dnevno. Bronko tam ima. Ja, to se same slabe stvari naštevaš, pa je to zdaj. Tako da, ne, se še prideš na vrsto. Še 3. trail se na Rogli odvija. Zdaj, ko bomo pa imeli kaj, da je za ston pro bono, da ne plačate, bom pa poklical. A ja, se res še plačati ga moram. Do koga? Ne, že. Tebe, ker ne. V glavnem, ja, in sva šla snemati dol, smo šli za Snežnik to posneti, ja, in tam sem videl, koliko ta leča naredi na dronu, pač sik, kad delaš ta Batman efekt, kad se v zadje premika, ti si pa namirjen, tako, that's crazy. Tako da, ja. Ja, ne, na Roglo bo še šla snemati, prav, bom pa tebe vzel sabo. Kaj na Roglo? Ja, za gozdarski trail. Gozdarski trail je na Rogli? No, ja. Pa tam poznam, to so moje konci, halo. Konc augusta, se za to. Sem vedel. Pa Gorana, da še fotke delo. Da vidimo, da te malo iz cone udobja damo, da ne boš tam na porokah. Če ni sobota. Lahko gremo tudi sred tedna zaradi mene. Aha. Ne direkt trail, ok? Ja. Ampak ja, to, ki si prej rekel, rabe snimalca. Alan. A res? Nika. A res? Vsi ste mi pisali, tako, rabe trail. In sem obema rekel, zagotovo rabijo content. Tako da, če imate passion project, pa ja. Portfolio, go for it. Ampak ja, za budget pa ne vem. Bomo proverili. Za vse 3 zihar. Lahko narediš nek reality show, še vsi pridejo, pa vidimo, da najboljš, pa
Hvala lepa, jaz se ne grem tega. Ne. Če me vzamete zaradi mojega dela. Ne, zato, ki si tlezi neki, da ki izvem. Je neč, lahko staneš doma? A to je bilo zanimivo. Ne? V bistvu meč za video ustvarjalce neki. To sva enkrat s kolegom delala, sam se pol ni, jaz sem zajel, ker nisem vse, ampak sva tudi, on je z bajkom se spuščal, jaz sem snemal, takrat sem prvič sva testirala Pocket Cam od Blackmagica, še 4 uno, pa sem malo snemal in pa sem imela oba isti footage in sva rekla, zdaj bo pa oba zmontirala, vsak na svoj način, pa da vidimo, kako je bilo. In ti še nisi zmontiral? Mare, ti si takrat smontiral, se sem spomnil, mislim, da je. Ampak ja, to je spet, če se vrnemo na začetek, passion project, pač kom za nekaj tle sedel. Čaka nekje tam na enem disku. Ne? Jaz sem tebe pa Laro, sem snemal nosečniško na Mangarskem sedlu, recimo. Ja, to drugega otroka že imamo. Vem, ja. A veš, passion projects. Ja, mi nismo mogli tvoj passion očitno, ne? Ne, veš kaj, spomnim se, veš kaj se je zataknil. Jaz sem imel že skoraj zmontirano, potem sem se pa lotil color grada in nikakor nisem dobil, a veš, v zadnji in vse je bilo okej, sam ti si bil skozi prežgan. For some reason. Takrat sem z bajko šel na Mangarsko sedlo. Hodo. Ja. In to ne električnim. Ne, To niso to pusi, alo, se smo freelanceri. Nimamo. Ne, sam denarja nimamo. Ja, fajn je bilo, dobimo ta video, ne? Sorry, nisem imel mikrofona, nisem slišal. Uroš, če ti zritam jaz footage, za koliko bi zmontiral en video? Tak družinski, preprosta reč. Od do. A ja boš jutro odgovoril, ko boš premislil, ali? Kjer pa footage dugo? Koliko pa je odkup? Raw footage, to so svoje cene. Niko ne damo od sebe, ne? Ja, damo. Flow Duran so bili zadovoljni? Premiera zdaj. Pa to že 3 podcasta ne mogu govoriti. Sta vi kje naredila? Dobil sem zelo pozitiven odgovor od njega in vse. Bil je predvajan film na UTV-ju, ampak zasledil sem samo en story od enega od tekmovalcev, tako da moram ga prav vprašati, kaj se je zgodilo, zakaj to ni malo več na story dal, ali ne vem, je projektor crkno. Tako da moram ga vprašati. Jure, če poslušaš, what? Where are stories? Vi imate tale podcast sam zato, da ne kličete ljudi, ampak jih tukaj vprašate. Tako. Bravo. Ne, meni se je zdel. Jaz mislim, da je imel enostavno pač toliko enih stvari za tam za početi in da pač ni važno, da je feedback dober, to je še feedback je dober, ja. Pride tudi na YouTube video, bomo dali link spodaj, če je že slučajno v tem cajtu objavljen. Jaz sem dobil račun že plačan, tako da. Jaz sem svoj naredil. Jaz pa tudi. Tako da, all good, je narejen. Fotoklik. Včeraj si mi plačal, ker je bil praznik. To je odlična taktika. Da nisi mogel takoj zagoniti. Se naprej mi račune, pa se plašujte sam petek ali pa soboto zvečer. Ja, neč, kaj, a imamo še kaj pametnega zapovedati, ali bomo sam zaločevali? Kaj freelancerskega? Jaz sem tudi recimo prvič dal odpoved, pa je bilo lih korona pol. Ampak... Prvič dal odpoved? Ja, jaz sem na radiju že takrat čel. Pa je prišel COVID, pa se je kar nazaj pririsal, kada sploh ni dal odpoved. Tu si bil hec. Krofe, prinesel že. Ja, se na neki podobno. Ti kaj povej. Finta je bila v tem, da takrat smo bila oba z Antejo, smo bila freelancerja in v istem fohu, praktično, to se pravi v produkciji. In ja, polk je korona prišla, je bilo to kar malo vse sva delala, pa ni bilo bed, ampak ni bilo pa to. Pa ja, splet okoliščin, na radiju sem šel takrat pomagati in je bila želja, da bi prišel nazaj in tako sem rekel, ok. Jaz sem pa tudi, ni bilo treba mi veliko razmišljati, pač v redu. Tako da, ker jaz načeloma sem tak ziharaš, imam tudi zdaj na vsake tok me malo požgečkanje, ki je ko sem prav naredil, da sem šel na svoje ali ne, še vedno me je malo tako. Ampak ja, zdaj od lani je malo drugače. Zato, ker zdaj pa Anteja ima tudi svoj biznis in malo drugače in je laufa in vse to in
te neke še ene dodatne teže na meni, tako da je veliko lažje zdaj, no, to. Tako da ta vibe. A je bilo redo freelancersko zdaj? Ja, veliko bolj. Sam pol ure nazaj sem se o tem pogovarjal. Dobro, lej, še vse navezuje se, zato pa veš, bolj da razdelimo eno vprašanje na 3 sklope, pa bo folk mogel poslušati cel podcast. To moramo v začetku povedati že. Ja, se ti delaš poglavja. Pa tudi ti na začetku daš to teaser. Šta je tu je? Se bo. Zdaj bo deževni dnevi. Zdaj bomo vsi freelanceri delali. Tako. Sam so počitnice, otroci doma cel teden, veš tebe. Dobre, moja je že dosti stara, da se že sama zamoti. Ali pošljem moje tudi otroke, pa se bo s tvoje vsi skupaj igrali, pa je. Naj se skupaj zamotijo. Kamot. Evo, to. Avtobus, ok, bom. Dej to zvija prešparite za vajen očetovski podcast, ko ste ga hotela delati. Ne. Daddy podcast, ali kak ste hotela, ne vem. Daddy issues podcast. Daddy issues. To je s tem drug podcast. Ampak to je dobra ideja, čakaj malo. Daddy issues. Ej, a veš kaj je problem? Problem je, kako dobiti potem goste. Pridajo, kar sami. Gosti nje? Pol v tem primeru. Nje. Ok, dajmo nazaj. Serious business. Ja, to nam je dober danes. Nič, a smo, imamo še kaj? Predebatirati, čak malo. Glavno hvala, Park Žibert, še enkrat. Ja. Če bi radi, tle drugače imajo team buildinge in vse tako da lahko najamete ta plac full dober. V Šiški smo, parkacija, slišite ptičke, ne vem, sem dal ta noise reduction ali ne, ampak jo bom dodal v postu. Daj ptičke. Ampak res je cool plac, no, tako da pridite, dobrodošli. Hvala. Ja, prav, se lahko tudi rečemo dio, če nimate več kaj za dodati. Na koliko pa smo? Dobro, v redu. 48. Dober čas, dober timing. Ja, ne vem, bom rekel, zdaj sem res dal fokus, mogoče malo tem, neki sem imel kar montaže, pa za avto, pa to, tako da v bistvu nimam toliko veliko za povedati, kaj se mi dogaja. Ne? Kaj pa se ti še kaj dogaja, kaj imaš zdaj v planu, v koledarju? Kaj se dogaja, kaj se bo dogajalo? So se to cel maj že zaseden. Ja, jaz sam povem. Ja, zdaj 3 dni, torej jutr, ne 3 dni, torke že. Jutr grem malo overlandat spet, grem par dni dopusta vzeti do nedelje, sicer samo, ampak bolj išče nego ništa. Tako da naslednji teden imam od ponedeljka do petka predavanja o umetni inteligenci, za Erasmus vodim. Pol pa v petek, takoj po temu, grem za 4 dni v Paklenico plezat. To gremo z našim društvom. In potem se lotim spet nazaj delati. Pa imamo spet težavo najdete termin za naslednji podcast, hočeš reči. V bistvu. Kaj pa če gremo v Paklenico, pa? Ja, to je hudo. A bo kakšen tak zanimiv gost lahko dol? Z GRS je lahko kakšen? Ja, lahko je GRS podcast. Freelancer. GRS-ja. Mislim, ne raje videti foto-video stvarjalca, ampak freelancer. Lahko rečemo, da postiš šiht v dan, pa je mir. Pa je freelancer, pa je brezposelne. Lahko moraš razložiti, kako se naredi. GRS-evci postijo šiht, kaj intervencije postijo šiht in gre. So freelanceri, tako. Drugače. To je poslanstvo. Kaj pa tebe čaka v prihodnosti? Ja. Bližnji prihodnosti? Ne vem. Počasi se začenjajo privatke, zdaj bom fulenih team buildingov, pa enih Abrahamov, pa to. DJ. Spartan Race je zdaj maja na Krvavcu. Ti sem MC. Boš snemo, Aljaš? Boš snemo? Ne. Ne, sem tukaj bo nova ekipa, jo bom opazval. Bom se javljal, kaj dela. Boš povedal, kaj je bilo bolj člani letos, ne? Absolutno bom. To pa kaj še? Ja ne, Scratable pa to so pa ti konstantni, zdaj so pa zdaj mesečni ročniki. Tako da, klasično, termesnovik fotke. Moram jumbo plakat se slikati z njim, z mojim fotkom. Ta ne bo prej prelepljen z nekim, ne bo čokolado ali neki. Ne. Zdaj se tam nov hotel odpre, to bo crazy. Tako da, nič kitazga, upremo, moram kupati. Ja, ti si v fotokliku. Spending. Ti si za domač tam, konc je. Žene ne posluša. Pomnu.
Spomnil sem se, ja, kad si lih rekel Jumbo, kad sem bil na Nizozemski na projektu, sem naredil eno fotko za to avtohišo in so zdaj sprintali tako ogromen Jumbo, ja, bomo priložili zraven. Ful dobro videti tako svoje delo, tako na velikem platnu. Sicer ga še nisem videl živo, ampak Ajde se zapeljemo en vikend. na Nizozemski. Lahko me pridete obiskat, ko bom skoraj cel juni tam. Aha, okej. Koliko si pa zaračunal za ta billboard? Ne, to je billboard v hiši, v avtohiši. To je pol druga tarifa. Druga. Ker ne vidijo vsi, sam tisti, ki... Ker je in-house. Lej, bilo je že tako ali tako projekt. Jaz sem šel samo za ta projekt na Nizozemsko, tako da pač celotna vsota je bila temu primerna in pač kaj delajo oni s tem materialom, ga dajo na... Vedel sem, da bo za print, velik print, če bi ga oni dajali zdaj na billboardu zunaj, se mu drugače pogovarjali, tako je pa pač za noter. Mogo sem vprašal, ker smo zadnjič njega vprašali, kaj se je zmenil. Ko zdaj si še ti na vrsti, moji so bili včasih, pa ne vem, ne delam več na takih projektih, da bi to bilo. Mislim, se pravim, če je to je tisk na platno, ki je veliko, recimo, ne vem, 4 metre, a ne? Na platno je? Ja, to je platno. Res? Mes, kakor vem, če se prvo videl, je bilo platno. No, v glavnem, tisk, meni se da je na platno, no. 4 metre krat, ne vem, koliko je, 2 metra, koliko, na steni, v pisarni in to je to. Za tako zadevo, Ja, itak. Če bi pa šlo za promocijo, za ob cesti zunaj, ne vem, nekje, da bi dal, ne vem, na 10 jumbo plakatov, ja, pa se malo cene drugačne. No, jaz grem zdaj naslednji teden v vrtec delati in tam ne bo jumbo plakatov, po moje. Tako da se ne sekiram za to. Ej, lahko pa to uporabiš za svoje promocije, pa daš na jumbo plakate. Ja, pa se usedem, pa bomo snemali v zaporu, ni panike. Kaj te šolske fotke, ali kaj? Vrčevske. Mislim, pač te klasične skupinice. Sam skupinske bomo delali, ne bomo portretov, ker mi je po eni strani žal, po drugi pa tako te res tamajhne otročke fotkat portrete zna biti tudi zelo zahtevno. A zehaš, ko govorimo o otrocih, vidim te. Že tretjič. Ja, ne, mene pa hudo, mene pa fajn delati z njimi, ja, dobre. Cool. Zdaj prihajajo naročila, sam je pa fajn, ko prihajajo taka zelo mini naročila na moj račun in je tega, Pa na koncu imaš več dela z računi in tem, kukor pa je... Računovodki, nekama, hvala Bogu. Okay, ja. Hvala. Ful smo enih idej za podcast danes dobili. Od računovodskosti, podcast Daddy Issues, to je to. Daddy Issues. Podcasti rastejo, to je všeč. Ja. Neč, hvala lepa, dajmo ta jingle pa montirati, pa action reaction, ko me čakam. Predlagite naslednjega gosta, lahko v komentarjih, lahko na mail, lahko kamorkoli. Lahko se kjer gost kar sam javi, če hoče. Absolutno. Mislim, da en se že skoraj je. Aha, pa še nekaj. Če imate kakršnakoli vprašanja, ki bi jih radi dobili odgovor na njih, torej ali v poslovanju, ali v freelancerju, ali v fotografiji, ali videu, karkoli, dajte napisati nam, dajte nam ali na mail, ali na Instagramu, nekam nam napišite. Lahko se posnamete, če vam lažje, karkoli. Ja, to bomo še raje, zato da damo ali voice, ali video, karkoli. Dajte ričati, no. Bomo zelo veseli, da imamo še nekaj zraven za... Pa ko bo Aljaš naredil live, morate pa vsi tule skos spraševati, ne? Tadi se pa ne šparati. Lahko pa tudi kakšno svoje delo, fotko, video ali tudi pošljete, pa bomo malo review, ali tako da, če hočete, da bo Aljaš vključil svojo mega oči, svoj vision in bo vse pa ugotovil, ki sem vse jaz retuširal in tako naprej. Jaz bom takoj poslal zraven, ko bo drugi pošli. Bom rekel, še eno komentiral, ja, tukaj si to pa to naredil. Goran. Lahko bi en challenge dan naredili. Bo pa, ne, ja, res bi lahko challenge. Da bi pač rekel, ne vem, pošiljamo, kaj sem hribe ali neki. Ne, ja, dajmo neko tematiko, dajmo eno tematiko, pa imajo 2 tedna cajta, da to naredi, Daddy Issues fotka. Wow. Zagrabljate, ja, ne daš se. Da bo pol začetek drugega podcasta, v bistvu ta epizoda. Jaz sem za. Ampak ne, bomo to naredili, ampak do naslednjič bomo to že kje preštimali. Ampak rabimo pa zdaj res sponzorja, zato da imamo nagrade, tako da zdaj pa se malo zmigite, dosti je zavračevanja. To je pa dobra ideja, da reči. Ok, zdaj sicer to bi lahko že prigem, ampak ja, to damo na social, štartamo, sponzor da nagradice, pa imamo tam malo, ja, hodo. Nikon, Sony, Canon, Fotič. Fuji, kdorkoli. Fuji, ja. Ne, sej... DJI.
Insta360. Da se spomnim, da moram... Lahko vsi v bistvu, lahko vsi, kamot, bomo imeli več nagrad. Danes bo Aljaš naredil zahvalo vsem, ki nas poslušate in se ful pripravlja na to. Zelo sem hvaležen za take prijatelje, ki te spravijo v tako nerodno situacijo, ko si najmanj pripravljen, ampak vse smo freelanceri. Moramo se znajti v dani situaciji, v najbolj težkih trenutkih in bom rekel, hvala lepa vsem, ki nas poslušate. Res, sploh pa tistim, ki nam še napišete kakšen komentar, res nam dvigne to neko dodatno samozavest, da nadaljujemo, tako da res iz srca hvala od freelancerjev. Bravo. Pripravil se. Sam znajde sem se. Pay your dues. Freelancer. Freelancer G. Welcome to Freelancer G. Your lens into the creative world.